Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Izjemni napori vseh posameznikov, ki so sodelovali in še sodelujejo na terenu, ne morejo prikriti dejstva, da so bili dosedanji ukrepi vlade nezadostni, prepozni in pa neceloviti. Mi pričakujemo, da se bo ukrepalo takoj. Pričakovali smo to že pred enim tednom. Žal se to ni zgodilo, zato danes vlagamo kar nekaj predlogov oziroma sklic izredne seje. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje smo predlagali, da pripravi rebalans proračuna, tako da bodo zagotovljena sredstva za obnovo gozdnih cest in vlak in pa sanacijo gozdov. Še kako smo imeli prav pred 2 mesecema, ko smo v Slovenski demokratski stranki predlagali novelo zakona o gozdovih, kjer smo poenostavljali zadeve, kazni so bile bistveno nižje, sorazmerne in lastnikov gozdov, ki bi prevažali les za lastno uporabo, ne bi potrebovali prevoznic. To je bil naš predlog pred 2 mesecema. Ta zakon je takrat sledil tudi uredbi Evropske unije o sledljivosti lesnih sortimentov, zato je velika škoda, da ni bilo takrat posluha, ker sedaj ta trenutek, kar se tiče zakona o gozdovih, ne bi imeli nobenih težav. Zdaj, zakon vlade je v proceduri, a do aprila je situacija takšna, da vsak lastnik gozda potrebuje prevoznico za prevoz lesa in kazni so ekstremno visoke. In moram reči, da me je strah, kako bo to izgledalo v praksi. Zato v Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se 24. člen zakona o gozdovih, ki je zdaj v postopku, spremeni tako, da za prevoz lesa lastnik potrebuje le listino o prevozu in seveda odločbo o poseku lesa, da se kazni znižajo na sorazmerno raven in se odpravi prevoznica za prevoz lesa za lastne potrebe. In predlagamo tudi, da tako velja tudi vnaprej, ne samo za 1 leto, kot to predlaga vlada. In pričakujemo, da ne bodo bremena padla le na lastnike gozdov in da bo vlada izvedla celovit pa globalen pristop k reševanju te situacije. Zdaj je čas, da se pripravi operativni program prestrukturiranja razvoja lesne industrije. Mi menimo, oziroma pričakujemo, da bosta Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in vlada seveda z ukrepi, morda tudi z rebalansom proračuna, zagotovila dodatna sredstva za investicije tistim, ki bodo pripravljeni razširiti svojo dejavnost predelave lesa, tudi za produkte, ki jih je moč pridobiti iz lesne mase poškodovanih gozdov. Posebej želimo izpostaviti tudi na nevarnost, ki bo nastala pri spravilu poškodovanega lesa, zato pričakujemo, da bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zagotovilo dodatna izobraževanja in praktične prikaze uporabe tehnik reševanja sanacije poškodovanih gozdov, kajti delo z motorno žago v gozdovih je izredno nevarno. Če to podkrepim s podatkom, da je samo v lanskem letu bilo 15 smrtnih žrtev pri delu v gozdu, si lahko predstavljate, da je bilo to v normalnih razmerah, zdaj so pa te razmere katastrofalne, kar se tiče samih gozdov. Zdaj, mi predlagamo tudi razmislek o spremembi zakona o gasilstvu in pa seveda tudi o primerni organiziranosti in delovanju sistema pomoči v nesreči, vključujoč seveda vojsko, gasilce, civilno zaščito, ostale strukture. Nesreča je pokazala, da je potrebno sistem izboljšati. Se je prenašanje odgovornosti iz enega na drugi nivo poveljevanja oziroma iz države na lokalno raven v danih razmerah izvenelo neokusno in nepotrebno. Cilj vseh v sistemu mora biti čim hitrejša operativna aktivnost vseh, ki lahko pripomorejo k odpravi posledic take ali pa drugačne naravne nesreče.
Priča smo bili tudi težavam gasilcev, ki jih delodajalci niso pustili na intervencije, zato predlagamo, da se sprememba zakona o gasilstvu izvede predvsem v delu motivacije za delodajalca, če ima zaposlenega gasilca. Zato v zakonu opredeljujemo status operativnega gasilca kot odnos med delodajalcem in gasilcem, s katerim se stimulira zaposlovanje gasilcev tako, da se delodajalcu znižajo zavarovalne premije in imajo davčne olajšave. In glede na to, da so nas pri vseh polna usta hvale na račun prostovoljnih gasilcev, je prav, da poskrbimo za njih in da uslišimo tiste njihove prošnje v smeri ureditve njihovega statusa. Zato predlagamo, da država zagotovi prostovoljnim operativnim gasilcem financiranje dodatnega zdravstvenega zavarovanja in za vsak dan izvajanja javne gasilske službe tudi dodatno pokojninsko zavarovanje. Mislim, da je to najmanj, kar lahko v tem trenutku naredimo in verjamem, da bo vlada pristopila k rešitvi te problematike. Zdaj ni čas za cincanje in ni čas za politični obračun. Ponujamo roko, ponujamo pomoč vladi, predvsem pa ponujamo pomoč ljudem, ki so utrpeli škodo po tej naravni katastrofi. Hvala lepa.